po španskih pravilih mladoletni košarkarji ne dajo intervjujev, dolgo smo čakali na to priložnost, dočakali smo jo en mesec pred polnoletnostjo. Ti je bilo všeč, da imaš mir, ali si že komaj čakal, da malo nastopaš, pa da kaj poveš? Mislim, obe stvari. Mislim, da sem bil tudi nastrpen, da dam kakšne intervjuje, zato ker gledam ostale, da dajo intervjuje, sem bil nastrpen. Po drugi strani sem pa tudi bil v redu, ker sem jim malo miru, ampak v bistvu zdaj sem v redu, zato ker lahko dajem intervjuje. Sploh pa te je verjetno skrbelo, da bi kaj povedal, ko je bilo toliko javnih ugibanj, za katero reprezentanco boš igral. Slovensko, špansko, srbsko, črnogorsko, ne vem, kaj se je bilo slišati. Ja, ne, o tem sploh ni bilo debate, zato stvar sploh nisem bil nervozen, ker sem vedno hotel igrati za Slovenijo in vedno bom igral za Slovenijo. In pravzaprav je bilo kar nekaj negotovosti, čeprav so denimo na Košarkarski zvezi rekli, da imajo tvojo obljubo, in septembra si imel dovolj tega pričakovanja vsega skupaj in si kar sam tvitnil, da boš igral le za Slovenijo. No, zdaj lahko prvič poveš, kako je pravzaprav s tem. Ja, mislim, jaz, kot sem prej rekel, zmer sem hotel igrati za Slovenijo in Košarkarska zveza Slovenije zmer imela moje obljube, da bom zaigral za Slovenijo in to obljubo bom izpolnil.